Jaz sama sem se z imenom Rudolfa Maistra prvič srečala v mojih gimnazijskih letih. Takrat so v parku moje gimnazije zamenjali prejšnje obeležje in postavili kip generala. Leninov trg v Mariboru je postal trg generala Maistra, o prvem nas niso več učili, o drugem pa tudi nismo slišali kaj dosti. Pa bi mi to znanje prav prišlo, leta kasneje, ko sem se primožila v hišo Cvetka Zupančiča, ki je postal moj tast, bi mi prav prišlo zato, ker bi se zagotovo prej prikupila lahko mojemu bodočemu tastu. Pa tudi prav bi bilo, da bi vedela, da kraji, v katerih sem jaz odraščala, niso slovenski kar tako samoumevno, ampak da so slovenski zato, ker so v pravem trenutku bili pogumni možje, ki so jih napravili slovenske. Cvetko Zupančič, ki je lansko leto preminil, torej moj tast, je gradivo, ki ga bomo potem pogledali, zbiral 30 let. Izbor tega gradiva je tudi na današnji razstavi. Njegov pomemben vzornik je bil general Rudolf Maister. Zelo ga je občudoval, velikokrat govoril o njem in veliko je vedel o njem. Moj tast Cvetko je velikokrat povedal, ponosno povedal, da smo Slovenci svojo vojsko, slovensko vojsko, dobili že leta 1918. Sicer je bila Slovenska kratek čas, a takrat je poveljevalo se in uradovalo v slovenskem jeziku. Drugače so rdeča nit te razstave žigov verigarji, to so znamenite znamke tisočerih odtenkov, ki so simbol svobode. Namreč verigarji nosijo na sebi oziroma slika sužnja, ki trga verige, je na teh verigarjih, tako se razpoznajo te znamke. Rudolf Maister je verige razklenil z močjo izgovorjene besede. Ob pravem času, na pravem kraju in pravim ljudem je izgovoril zgodovino pravi človek. Mat v 3 besedah: ne priznavam, razglašam, prevzemam. Za to zbirko, ki je na ogled, so se pogosto ogrevali kolegi zbiralci mojega tasta in poznavalci zgodovinskih dokumentov iz sosednje Avstrije. Želeli so jo uvrstiti v svoje zbirke, v katerih severovzhodna Slovenija ne obstaja. Cvetko je zavrnil mamljive pogodbe in ponudbe, saj ni želel umazati odlikovanj na prsih znamenitega vzornika. Zato je ta zbirka postala naša dragocena družinska zlatnina in mi smo zelo veseli, da lahko ustrežemo želji Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in postrojimo dragocene dokumente. Spoštovani kolegi in kolegice, dragi sodelavci, spoštovana gospa Zupančič, zelo smo veseli, da smo se lahko zbrali ob tej zelo zanimivi in poučni razstavi, ampak vi ste tako o Maistru kot o povezanosti gospoda Cvetka Zupančiča z Rudolfom Maistrom tako lepo spregovorili, da je vse, kar lahko dodam v imenu Ministrstva za obrambo, velika zahvala, da imamo čast imeti in skrbeti nekaj dni, mogoče nekaj tednov, za tako pomembno in tako dragoceno zbirko, ki je po eni strani življenjsko delo gospoda Cvetka Zupančiča, po drugi strani je pa tudi odtis časa in odnosa do nekega časa v naši zgodovini. Tako skrbno in tako natančno, z tolikšno ljubeznijo, kot je on zbiral in čuval tako poštne znamke kot žige in druge oznake, to neko posebnost določenega časa povezano z slovensko vojsko v letih 1918-1920, tako skrbno se malo kdo poloti svojega, lahko rečemo, odnosa do zgodovine. In tudi zato je prav in lepo, da imamo tudi mi nekaj možnosti videti in biti poleg tako zanimivega in svojstvenega pogleda na Rudolfa Maistra in pa prvo slovensko vojsko. Ker ste vi zelo veliko in zelo lepo povedali o časih, Maistrovih časih skozi poštne znamke, bo prav, da
se danes vprašamo, kako pa danes pravzaprav skrbimo za stik vojakov, ljudi, ki jih imamo na mednarodnih misijah, za njihov stik s svojimi družinami, kajti za to je šlo. Tudi Maistrovi borci so v trenutkih med bitkami razmišljali o tem, kdo so in kje so, in te svoje občutke so sporočali svojim družinam. S pomočjo pošte, takratne pošte, čeprav ne bi bilo treba frankirati njihovih sporočil, kajti v tem takratnem vojaškem sistemu bi pošta vseeno prišla do njihovih družin, ampak želeli so, da se opremi ta njihova sporočila z znamkami, posebnimi znamkami, zelo zanimivimi, tudi tako vsebinsko, kot ste rekli, zgodovinsko gledano. Danes je zelo malo take vrste pošte med našimi pripadniki na misijah in pa njihovimi družinami. Toda stiki so. Sodobna tehnologija te stike omogoča. Vedeti pa moramo, da je v času Rudolfa Maistra in tudi pred njim v 19. stoletju bilo potrebnih kar nekaj poštnih reform oziroma reform komunikacij, da je sploh prišlo do razumevanja, zakaj je potrebna poštna znamka. In Slovenci imamo utemeljitelja oziroma človeka, ki je pravzaprav prvi razvil poštno znamko, čeprav je njegov predlog v zgodovini propadel. Ampak njegovo ime je Lawrence Košir in dobro je vedeti za zgodovino, da smo imeli tudi takšne vrste reformatorje v svoji preteklosti. Poštna znamka torej je pravzaprav sporočilo o potrebi po komunikaciji, po vezeh, po tem, da čeprav smo daleč narazen, si poskušamo svoje vtise, svoje občutke in svoje misli v mnogih primerih, ko je šlo za vojake na fronti, tudi zadnje misli sporočiti. Zato je prav, da si tudi danes ob spominu na Rudolfa Maistra vsi skupaj sporočimo, da je bil to temelj naše slovenske vojske in, ko govorimo o znamkah, tudi slovenske države. Kajti znamke, poštne znamke, so znak suverenosti neke države. Ko država izda svojo poštno znamko, pove celemu svetu, da enakovredno z drugimi komunicira v mednarodnem okolju preko tega simbola, ki je enak simbolom drugih pošt. In tu, na tej točki, torej, spoštovani gospodje in gospe, naši dragi sodelavci, še enkrat hvala vam. Hvala pravzaprav celi družini. Zupančič, tako vašemu tastu, ki ga žal ne moremo več pozdraviti v svoji sredini, ampak imamo srečo, da preko njegove družine vendarle imamo stik z njegovim delom. Ponosni smo, da je bil rojen prav tu v Kamniku in da lahko praznujemo njegov rojstni dan kot občinski praznik. Želimo si, da bi praznovanje minilo v duhu sodelovanja, v duhu povezovanja in v duhu vrednot, ki jih je Rudolf Maister poosebljal. Zato iskreno čestitam vsem ob našem občinskem prazniku, da bi se drugo leto spet srečali tukaj. Ko govorimo o spominih na generala Maistra, je prav, da se zavemo, kako Maister povezuje nas, državljane te države, in pa civilno družbo in politiko. V okviru politike je tudi pomembno, da razumemo, kaj se lahko običajni državljani naučimo od generala Maistra in kaj general Maister sporoča pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske. Kajti general Maister ni bil samo ena največjih zgodovinskih, vojaških osebnosti naše slovenske zgodovine, bil je prvi general v naši zgodovini in bil je tudi tiste vrste človek, ki je v sebi združeval žlahtnost, neustrašnost, odločnost in pogum, kar vse potrebuje človek takrat, ko ve, da mora za svoj narod, za svojo državo in za svojo domovino storiti nekaj,
kar narekujeta glava in srce, pa drugi za to nimajo dovolj poguma.